Les je lep, da pa bi mu podaljšali obstojnost in povečali njegovo odpornost, smo ljudje skozi zgodovino izumili vrsto metod. Ena najbolj učinkovitih, okolju prijaznih in zanesljivih je plod znanja vikingov in samurajev, saj združuje tradicionalno japonsko tehniko žganja lesa in uporabo borove smole, na katero so svoj čas prisegali že pogumni vikinški pomorščaki. Na prvi pogled se zdi, da je ogenj največji sovražnik lesa, a ob skrbno nadzorovani izpostavitvi plamenom lahko prav ogenj dodatno zaščiti površino in poskrbi za večjo obstojnost. Že pred stoletji so Japonci opazili, da so lesene zgradbe, ki so bile poškodovane v požaru, ob ponovnem stiku z ognjem postale bistveno odpornejše. Iz teh spoznanj se je razvila metoda zoglenjevanja lesa, ki se je kasneje razširila po svetu in našla svoje mesto tudi na sončni strani Alp. Zgleden primer tega je nova čolnarna v Blejski Zaki, kjer so za zaščito lesa pred vlago in vodo izbrali prav karbonizacijo. Ta tehnika gorenjskemu koncu ni tuja, počasi pa se jo oživlja tudi na sodobnejših objektih, kot sta Vila Mur v Bohinju in vhodni objekt v sosesko Vintgar. Zadnja leta veliko se ukvarjamo s tem staranje lesa, predvsem kadar je les zunaj, se pravi les, če ga pustiš neobdelanega, posivi, to ima svoje slabe in dobre strani. Tako da to so vprašanja estetike in pa trajnosti, s katerimi se veliko ukvarjamo in iščemo načine, kako zaščititi les, da bi mogoče ohranjal svojo barvo in pa tudi ohranjal svojo lastno zaščito in kljuboval vsem tem vremenskim neprilikam in času. Ena izmed teh tehnologij je žganje lesa. To je v bistvu les, ki je zaščiten proti vremenskim neprilikam, se pravi, njega ni treba nič obdelati, zavedno ostane tak, kot je, hkrati pa v bistvu tudi dobi neko požarno varnost, ker je delno že izogljičen. Arhitekti so pri prenovi čolnarne na zahodnem robu Blejskega jezera sledili materialnosti obrežnih objektov v tem delu Slovenije. Fasadne deske so umeščene v zamaknjenem nizu, kar omogoča, da objekt prepušča svetlobo in zrak. Posebnost čolnarne je eksperimentalni strešni filtracijski vrt, ki ga nadaleč prepoznamo po lesenih koritih, v katerih se razraščajo alpske cvetlice. Skozi substrat se črpa in počasi filtrira jezerska voda, ki tako oskrbuje rastlinje s hranili, obenem pa posnema naravne procese filtriranja vode. To pa je le eden izmed vidikov trajnosti objekta. Izvirno leseno ogrodje in obloge so namreč za potrebe prenove skrbno razstavili in obnovili, s čimer so ohranili tudi razmerja in prostorski ritem objekta. Zaradi bližine vode so les zaščitili s karbonizacijo in nanosi borove smole. Domen in Rok, živjo. Zgodba o karboniziranem lesu, torej o žganem lesu ter o borovi smoli tudi na slovenskih tleh ni tako zelo nova, ne? Tudi mi imamo nekaj te tradicije. Tudi mi imamo tradicijo tega žganga lesa, sploh kar se tiče spodnjih delov, ki so bili povezani z zemljo. To so že naši predniki tudi delali, ampak vmes smo pa to pozabili. Zdaj se pa to na novo oživlja. Prav profesionalna zgodba žganga lesa je pa iz Japonske. Torej, Rok, kaj imajo tukaj Japonci, samuraji, pa vikingi in kaj še vse? V bistvu zgodba se je začela v 18. stoletju, ko so Japonci sploh ob obmorskih krajih želeli zaščititi les in so ugotovili, da v bistvu žganjem lesa podaljšajo življenjsko dobo lesa s tem, ko ga odstranijo aktivno oglje. S tem se odstrani tudi vsa hranila za mikroorganizme, ki načenjajo les. Mi smo pa potem še uporabljamo borovo smolo za premazovanje lesa, ker so v bistvu jo uporabljali vikingi, ko so pluli. In ko so nehali pluti, so začeli to uporabljati v gradbeništvu. Poznamo cerkev iz leta 1150 na Norveškem, ko so jo vikingi postavili. Tam so uporabljali smolo in ta cerkev je še vedno iz istega lesa. Torej, če mi delamo gospodarno z stvarjo, ki jo ugrajujemo, mi lahko pazimo na naše rodove nazaj, da ne trpijo naše potrate materialov. To je bila namen, je bil ta. In bor je božje drevo že iz časa Indijancev. V borju je življenje in ta barva iz lesa bor, borova smola,
je iz časa Perzije. In ko so vikingi pripluli v Konstantinopel v 8. stoletju, so se srečali s to barvo in so bili strašno veseli, ker so velikrat oni ladje demontirali, prestavili čez hribe in doline, spet sestavili skupaj, spoje zalili z borovo smolo, zažgali, da je smola gorela, jer postala je viskozna, je šla v vse lukance, zalili so za vodo, šokirali so smolo in so pluli. Res, da so bili malo umazani, drugače so pa pluli. In kako je ideja o karbonizaciji, o tovrstni zaščiti lesa, tudi z borovo smolo, prišla na slovenska tla oziroma natančneje k vama? Rok je bil gonilna sila tega, da smo razvijali fasade, da smo razvijali pravilno žganje lesa. In potem smo bili v kontaktu z japonsko firmo. In sva rabila skoraj 4 leta, da sva prišla na telefon z Japoncem. In tako potem sem bil jaz s tem Japoncem v navezi in povedal nam je par cak, kaj moramo paziti pri žganju. In smo razvili sami svojo mašino za žganje. Dosegamo to, da se nam les ne krivi, kot se običajno lahko zgodi. Da v bistvu lahko žgemo do 21 cm brez problema, brez krivljenja lesa. Govorimo o v širini 21 cm. Ta tehnika je primerna za vse vrste zunanje uporabe, tako za fasade, balkone, mostove, pomole kot tudi terase. In upam trditi, da je to edini način, ki je preverjen, da lahko rečemo, da je garancija pri normalni uporabi doživljenjska in plus, se pravi za rodove naprej. In še to mi je všeč, ker ni potrebno posegati po nekih eksotičnih vrstah lesa, Ne. ki so obstojne in ki jih ljudje ponavadi radi damo potem na terase, na ta izpostavljena mesta. Kakšen les potem je lahko primeren, pa če je zaščiten na tak način? Za fasade predlagava kar smereko, je čisto zadost, a ne? Za terase predlagava macesen. Zdaj se tik, zelo je popularen, zunaj je tik, ampak tik je drag. Imamo pa mi naš tik, slovenski, evropski tik, če ga zažgemo. In to je jesen. In potem jesen ne gnije, ne črni, ostane trden in zdrav. Očitno na ta način zaščiten les, ki ima tak značilen temen videz, ni to zdaj samo modna muha, ampak je nekaj, kar bo upravičeno lahko ostalo pri sodobni arhitekturi, ki nasplošno čedalje raje uporablja les kot naravni material, ne? Ja, če gledamo iz trajnostnega vidika, se mi zdi, da je to najboljši način, ker če gledamo na naslednje rodove, je fino, da jim zdrži in da se ta tehnologija ne bo pozabila, glede na to, da se danes vse toliko mudi. Tukaj pa v bistvu cel proces rab nekaj časa, da se naredi in pa barva, da se dokončno posuši in dobi svoj končni sijaj. In tako ostane še desetletja. Tako ostane.